Aha, papež Frančišek. Meni je simpatičen. Mislim, da je kar precej svežega vetra vnese v togo cerkev. Tudi v Sloveniji vidim, da je šel neko ilustracijo, recimo vrha cerkvene. Tudi mariborska škofija je delala velike napake na finančnem področju in so kar neko pod preprogo pometli, ta pa je hotel malo bolj čiste račune. Tudi Vatikanska banka se odločila, da bo malo čiste račune. Upam, da bo zdržal, da ga ne bodo preveč nekako onemogočili. Ker vemo, v Vatikanu so tudi močni krogi, ki recimo mečejo polena in tako naprej. Superman. Ja, to je pa Putin, ne. Ja, treba je pokazati, da si kdo je šef, ne. Pač lepo mišičasto telo in tako naprej. To me spominja bolj na kakšne diktatorje. Čeprav rečem, da nima, tudi Putin nima, mislim, po eni strani dam tudi prav Putinu. Recimo, ker po mojem sem tudi za neko močno Rusijo, ker če ne bo močne Rusije, v bistvu Amerika ne bo imela nobenega ekvivalenta na drugi strani, recimo. Edward Snowden je recimo vedel, kam se mora skriti, da ga Američani ne bodo dobili. Kjerkoli bi bil, ali bi bil na Kitajskem, bi ga slejko prej dobili. Edino zatočišče mu je bila Rusija. Putin pač zna, ne, saj ima tudi nasprotnike v Rusiji, ampak verjetno so mu to svetovali neki, ne vem, spin doktorji ali ne vem kdorkoli že. Naj takole se kaže kot nek Superman. Torej pa kandidat Jean-Claude Juncker, kandidat Ljudske stranke za novega komisarja. Bil tudi predsednik evroobmočja, tudi še prej luksemburški premier, pa vem, več funkcij imel, tudi mislim, da je bil že evropski poslanec in tako naprej. Mislim, da tudi niso dovolj naredili, predvsem za male ljudi. Mislim, da še vedno podpirajo elite, pa preveliko moč dajo močnim državam. Recimo, bom en primer, samo mogoče ne spada tukaj, ne me zameriti, da sem kakšen nacionalist. En mi je nekoč rekel, poglejte, Hitler je hotel, ne vem, v 40-ih, 30-ih letih združiti Evropo, so si vsi upirali. Zdaj pa ravno tako Evropa deluje pod taktirko nemškega kanclerke, zdaj pa vsi tečejo v to Evropo. A to je pa moja malenkost. Ja, tole sem še naredil, ko sem zbiral podpise. Jaz sem najprej sanjaril, da bom sam 3000 podpisov zbral, potem sem pa kmalu padel na realna tla. Če nima nekdo nekega imena, da ga ljudje ne poznajo, mora vsakemu pred upravno enoto obrazložiti, kdo si, kaj si, zakaj si. V bistvu se moraš precej potruditi, da dobiš ti svoj podpis. In potem smo prišli malo čez 1000 podpisov in nam ni ostalo druge, kot da zaprosimo katerokoli stranko, da lahko sploh nastopimo na volitvah. To je pa Angela. Ja, to je kakšen Oktoberfest, verjetno. Ja, to je mogoče kdaj pred volitvami, da se malo vidi, da je tudi ona Bavarka, mislim, da jo bodo Bavarci volili, ne. Saj naredila je nemško gospodarstvo spet dobro deluje, ne. Tudi pomembno zaradi slovenskega gospodarstva, ker Nemčija je naš glavni izvozni partner, vemo, tudi slovensko gospodarstvo se malo pobira. Drugače pa tudi problem je, ker socialdemokrati v Nemčiji niso enotni. Vedno neke spletke, kot pri nas Levica, ne. Vedno se kregajo potem, ker se prepirata 2/3 dobiček ima.